Ja, zagotovo sem vesel, da se premika. Vemo, da že vrsto let to mariborsko letališče ni bilo 100% izkoriščeno oziroma ta nadgradnja bi pomenila še nekaj več. Sam srčno upam, da bo tudi potem promet stekel skozi to in seveda poleg vsega tega prometa tudi vsi ostali komplementarne dejavnosti, ki pač seveda pomenijo nek razvoj gospodarstva in razvoj regije. Posebej smo veseli, da se tu začelo dogajati tudi na našem področju, ker mi smo v neposredni bližini, tudi cona z Magno je zelo pomembna za naše področje, če bo pa še letališče, bo pa še boljše. Mislim, da se država prav odločila, da je tudi podprla to spremembo, da je pripravila državni prostorski načrt za to letališče, ker bomo vsi s tem tudi dobili. Glejte, vsekakor smo okoliški župani, pa splošno ljudje, ki živimo okoli Maribora, zadovoljni, da se nekaj to dogaja. Ne. Mi smo že pred leti skupaj, je bila neka ideja, smo se združevali, smo se dogovarjali, kaj z letališčem, smo občani oziroma župani v sosednji občini dali pobudo skupaj z Mariborom, da treba nekaj narediti, ampak zdaj gleda, da je narediti prvi korak v sklopu tega, da se bo pač mariborsko letališče malo povečalo, vsekakor in da bo več tega prometa tudi z vzhodnega dela sveta prišlo v našo Slovenijo. Ne. Ja, v vsakem primeru podpis takšne pogodbe zdaj o samih številkah formalno ne vem nič, tako da vesel pa sem, da pride do podpisa, da pride do razvoja letališča, ki umira na obroke in zdaj mislim, da bo ta injekcija lahko oživila posledično tudi seveda našo občino, okoliške, celotno regijo, verjetno kar Slovenijo. Tako kot prej povedano, velikega pomena za regijo, tako da čestitke vsem vladi, mestni občini Maribor, torej vsem, ki so pri tem sodelovali.